Prva točka, ki jo pri vseh naših naložbah upoštevamo, to, kar je bilo prej omenjeno, da skrbimo za likvidnost, ki je in ostaja ena najbolj pomembnih poglavij, za katero skrbimo, ker samo tako likvidna banka, kot je bilo prej pokazano v segmentu kazalnika naložbe napram depozitom, pove, v kakšni situaciji se nahajamo. To pomeni, da tudi take konkretne stvari, kot je predsednik povedal, da smo vrnili del kredita EIB-ju, govorijo o tem, oziroma ECB-ju, pardon, govorijo o tem, da to, kar je bilo povedano, drži in da je to, za kar skrbimo, da se tudi udejanja. Kar se tiče segmenta velikih gospodarskih družb, oziroma gospod Zorman bo bolj povedal tudi tega, ki ga mi pravzaprav najbolj promoviramo, to so male in srednje družbe. Tam je, kot ste videli, številk, imamo tržni delež tak, kot je bil prej, čeprav se je obseg malček znižal, kar govori o tem, da se je v celoti v slovenskem gospodarstvu znižal segment, ki smo ponavadi rekli na dolgoročni osnovi investiranje v razvojne projekte, to se reče v nove kapacitete, če hočete, in v rast gospodarstva. Po drugi strani na kratkoročni osnovi, kar ponavadi rečemo obratni kapital, ki ga družbe rabijo za to, da premoščajo svoje likvidnostne težave med idejo in realizacijo tega, ker so si zamislili, da te njihove ideje postanejo nek produkt, ki se potem uspešno prodaja. Banka Koper se je vključila in se vključuje vse te segmente in jih na nek način krepi na način, da se trudi, da bi bila nek center odličnosti. Enako velja tudi za produkte, ki jih prodajamo, ki želimo, da bi bili na ustreznem, visokem profesionalnem nivoju. Govorim recimo o nekaterih segmentih, kot so aktiva in s tem sistem kreditnih kartic, govorim o skrbništvu, kjer prikrivamo približno pol tržnega deleža, kjer, kot sem prej rekel, želi banka biti nek center odličnosti, v tem smislu, da se na tem mestu zadovoljujejo vse potrebe komitentov, ki jih imajo. In najnazadnje bi rekel, da je tudi zelo pomemben, kot vsem tem, kar sem do zdaj povedal, je tudi kakšen je naš plan za bodoča leta. V tem smislu bomo vse to, kar sem na nek način želel opisati, vključili v to naše poslovanje in ga krepili na teh segmentih, ki so bili predočeni že prej, ko smo šli slej poslej. Jaz bom najprej predstavil naše delovanje, kako smo prisotni po celi Sloveniji in pa novosti v naši ponudbi za segment malih in srednjih podjetij. Mogoče ena številka, v našem portfelju imamo nekaj manj kot 6000 komitentov in to število narašča, predvsem zato, ker podpiramo podjetja, ki imajo potencial rasti, ki imajo jasno vizijo, ki imajo dovolj kapitala za poslovanje in pa seveda, kot sem rekel, izvozno naravnanost. Organizirani smo v ta namen v 3 regije, v zahodno, srednjo in vzhodno, v katerih deluje 10 podjetniških centrov, to se pravi v Kopru, v Postojni, v Novi Gorici, v Kranju, v Ljubljani, Novem mestu, v Celju, Slovenj Gradcu, Mariboru in Murski Soboti in naši skrbniki delujejo na 18 lokacijah širom Slovenije. V okviru tega segmenta sodelujemo tudi z domačimi finančnimi inštitucijami, ki podpirajo rast in razvoj malega gospodarstva, tudi s tujimi in pa seveda v okviru bančne skupine, v kateri del smo Intesa San Paolo. V Sloveniji sodelujemo na področju financiranja oziroma pridobivanja ugodnejših virov financiranja s Slovenskim podjetniškim skladom,
za Slovensko izvozno in razvojno banko, za Gospodarsko zbornico Slovenije in Obrtno-podjetniško zbornico. Kar se pa tiče sodelovanja z mednarodnimi inštitucijami, pa sodelujemo na področju pridobivanja ugodnejših virov financiranja investicij, to se pravi dolgoročnih kreditov, z Evropsko investicijsko banko in pa z Evropskim investicijskim skladom. V okviru skupine sodelujemo z drugimi bankami, 11 bank je v skupini, in sicer na področju izmenjave najboljših praks in pa produktov. Komitentom pomagamo tudi pri pridobivanju nepovratnih evropskih sredstev v okviru podjetja Eurodesk. Zdaj pa še nekaj o novosti v naši ponudbi. In sicer smo začeli z prodajo bančno zavarovanih produktov za malo gospodarstvo. Tukaj gre za produkt zavarovanja ključnih oseb, kreditojemalcev, kar pomeni, da ukolikor pride za ključno osebo, ki zavaruje kreditne obveznosti podjetja do najhujšega, to se pravi smrt oziroma trajna invalidnost, zavarovalnica v celoti povrne kreditne obveznosti na kreditno partijo. To pomeni za podjetje večjo varnost in pa manjše kreditno tveganje. Ta produkt je predvsem namenjen družinskim podjetjem, nosilcem dejavnosti in pa ključnim zaposlenim v podjetju. Naslednja novost je, ki bo ponujena našim strankam v začetku naslednjega leta, je tako imenovana poslovna banka IN. Tukaj gre za nadgradnjo obstoječe elektronske banke, ki bo omogočala večjo varnost, večje število storitev, večjo mobilnost in pa enostavnejšo uporabo tako osebne elektronske banke, kot pa poslovne elektronske banke. Tretja pomembna novost, predvsem za novo ustanovljena podjetja, za manjša podjetja, so pa krediti v sodelovanju z Evropskim investicijskim skladom, katere bomo začeli ponujati tako v začetku naslednjega leta, pa so mikrokrediti za mikro in mala podjetja v znesku do 25.000 evrov. Gre za ročnost od 3 mesecev do 5 let, obročno vračilo. Velika prednost teh kreditov pa bo, da Evropski investicijski sklad da garancijo za zavarovanje v višini 80% vrednosti kredita, kar pomeni bistveno lažje pridobitev kredita za novo ustanovljeno oziroma za manjše podjetje kot se. To je, hvala, to je vse.